morem verjeti. Koliko ljudi se je pojavilo na moj bralni krožek. Pa sami taki mladi obrazi, nadebudni. Koliko lepo. Mislim, v bralnem krožku še nikoli nisem imel toliko otrok. Saj vi veste, kdo sem jaz, a ne? Me poznate? A ne veste, kdo sem? Ja, no, vam bom jaz povedal, kdo sem. Jaz sem John Ronald Reuel Tolkien. Lahko me kličete kar John Tolkien. A veste, kaj delam? Vam bom kar jaz povedal. No, jaz sem učitelj angleščine na Oxfordu, to je ena taka priznana univerza v Angliji, in poučujem in raziskujem staro angleščino. Ampak potem me ljudje ne poznajo. Mene poznajo potem, da zelo rad pišem domišljijske zgodbe, v katerih nastopajo zmaji, pa škrati, pa vilini, pa vse sorte čudnih in čudežnih biti, ki jih lahko srečamo v takih zgodbah. A ste za, da vam preberem eno tako zgodbo? No, prav, pa dajmo. No, današnja zgodba govori o eni druščini škratov, ki se je podala na eno ekspedicijo, da bi nazaj dobili svoje kraljestvo Erebor. No, in v tej zgodbi se je po čistem naključju in malo zaradi enega čarovnika znašel hobit. A vi veste, kaj je hobit? A vsi veste, kaj je hobit? No, za tiste, ki ne vejo, ker hobite v današnjem času še težko srečamo. To se skrijejo po gozdu, sploh pred večjimi ljudmi. Odrasel hobit je velik recimo za ene pol človeka, ene toliko kot vi recimo, ima kosmate velike noge, nikoli si ne pušča brade, predvsem pa je nagnjen k temu, da je malo bolj okrogu, zato ker zelo radi jejo. Zelo radi imajo svoj mir in pojejo tistih svojih 7 ali pa 12 obrokov na dan. Še posebno imajo pa hobiti radi svoj mir. Radi so doma, radi pijejo svoje čaje, skrbijo za svoj dom. Zato je toliko bolj neverjetno, da se je naš hobit znašel na taki pustolovščini. No, dobro. A smo pripravljeni, da se podamo na pot? No, dajmo, bom jaz odprl tole svojo knjigo. V duplini pod zemljo je nekoč živel hobit. To ni bila umazana in mokra luknja, polna črvov, temveč hobitova duplina, kar pomeni dobro hrano, toplo ognjišče in vse udobje, ki ga lahko nudi dom. Živel je zelo spodobno, saj je bil precej premožen in spoštovan. In prav nikoli se mu ni pripetilo nič nepričakovanega. Kaj hočeš reči? Mi želiš dobro jutro ali praviš, da je jutro dobro, pa če mi je prav ali ne? Ali pa, da se to jutro počutiš dobro? Ali morda, da je na tako jutro treba biti dober? Vse po vrsti verjetno. Vam lahko kako pomagam? To bomo pa še videli. Iščem nekoga, ki bi se mi pridružil na pustolovščini. Pustolovščini? Težko si predstavljam, da bi tu na Štajerskem kogarkoli zanimale pustolovščine. Salamanske reči so namreč samo za zgago. Zaradi njih še na večerjo zamudiš. Dobro jutro, še naprej. Pri moji veri, nikoli si ne bi mislil, da me bo sin Beladone Tukove kar takole od dobrojutril od svoje dupline, kot da od vrat do vrat prodajam gumbe. Spremenil si se, pa ne na bolje, Bilbo Visagin. Oprostite, vas odkot poznam? No, moje ime že poznaš, čeprav se ne spomniš, da je moje. Jaz sem vendar Gandalf. Gandalf?
pa menda ne popotni vešč z enkratnim ognjemetom. Nisem vedel, da si še vedno v tem poslu. No, me veseli, da se me spomniš vsaj po nečem, čeprav sem v ognjemetu. Prav, potem je dogovorjeno. Tebi bo gotovo dobro delo, mene pa bo vsekakor zelo zabavalo. Sporočil bom ostalim. Poročil komu? Kaj? Ne, počakaj. Tukaj nočemo nobenih pustolovščin, hvala lepa. Poskusi raje zadaj, za onim hribom. Dobro jutro, še naprej. Bilbo ni vedel, kaj naj si misli o tem nenavadnem srečanju s čarodejem. Še posebej zaradi tega, ker je imel še toliko drugega za delati. Naprimer, zajtrk ob 7, zajtrk ob 9, dopoldansko malco, potem prvo kosilo, drugo kosilo, tretje kosilo, popoldanska malca, kava s piškoti, prva večerja, druga večerja. Toliko stvari je imel za početi, da je bil prav vesel. Ampak še sanjalo se mu ni, kaj ga čaka ta večer. To pa bi lahko bil ob taki uri, pa še ne napovedan. Valin, vaš sluga pokoren. Bilbo Bisagin pokoren. Se poznava? Ne. Kam poba? Je tukaj? Je kaj, kje? Rana. Rekel je, da je bo veliko. Do? Ja, kar postrezite si. Veste, nisem ravno pričakoval obiskov. Je vratih zboli. Valin, vas sluga pokoren. Dober večer. Ja, res je dober, čeprav se po mojem obeta dež. Sem pozen. Pozen, zakaj? Pozdravljen, brat moj. Pri moji bradi, odkar sem te zadnjič videl, si bil še manjši in širši. Širši že, a manjši prav nič. In prodoren za naju oba. Oprostite, ne bi rad motil, ampak ne vem, če sta prav prišla. Saj ne, da ne maram obiskov, ampak rad bi jih prej spoznal, preden pridejo na obisk. Fili in Kili, vaš sluga pokoren. Vi ste verjetno gospodič Bosogin, ne? Ne, napačna hiša. Pa je odpovedano. Nama ni nihče nič povedal. Povedano, nič ni odpovedano. O, super, super. Pazi, ravno sem jih nabrusil. O, ne, nikogar ni doma. Tukaj nočemo nikogar. Že tako je jedilnica polna škratov. Če je to kakšna šala, lahko rečem, da je zelo neokusna. Dober večer, Bilbo. Gandalf, Kaj je narobe? Nekam razburjen se videti. kaj je narobe? Mogoče dejstvo, da je moja hiša polna škratov. No, ko se jih navadiš, so prav prijetna druščina. Nočem se jih navaditi. Sploh veš, kako so oplemenili mojo shrambo. Kaj sploh počnejo tukaj?
Randall. Bilbo Bisagin, naj ti predstavim vodjo naše druščine, Torina Hrastoščita. Ti si torej tak, ki mu pravijo hobit. Bolj si podoben kakšnemu tišlarju, kakor pa zmikavtu. Bratje moje, Kako je šlo na srečanju sedmih kraljestev? Kaj pravijo o železnem hribovju? So z nami? novice niso preveč dobre. Pravijo, da je ta podvig naš in samo naš. Na kakšen podvig pa greste? Daleč na vzhodu, čez gorovja in reke, za gozdovi in puščami leži osamljen gorski vrh. Samotna gora. Krokari se vračajo nazaj k gori, kot je bilo prerokovano. Ko se ptice starih dni vrnejo v Erebor, bo vladavina zveri končana. Zveri. S tem misli Smauga groznega. Največje in najmogočnejše zlo naše dobe. Krilata ognjena pošast, zobje ostri kot britev, kremplji kot kavli in obožuje dragocene kovine. Za zmaja sem zaslišal, ja. Smaug ni samo zmaj. Smaug je uničil naše podzemno mesto in ukradel dragocen zaklad gore. Kraljev kamen, dragulj, pomembnejši od vseh drugih, arh kamen. Prisvojil si je prestol mojega dela Trora, kralja pod goro. Medtem, ko moj rod in moji bratje tavamo po srednjem svetu. Če smo mi razbrali znamenja, so jih zagotovo razbrali tudi drugi. Govorice se hitro širijo. Smauga že 60 let nihče ni videl. Morda našega kraljestva nihče več ne straži. Bomo križem rok čakali, da drugi odnesejo, kar je naše, ali pa bomo izkoristili to priložnost in sami spet zasedli Erebor? Pozabljaš, da so glavne dveri zaprte, Thorin. Nikakor ne moremo v goro. To, dragi moj Balin, ni čisto res. Kje si dobil ta ključ? Tvoj oče mi ga je dal v varstvo, dokler ne bo napočil čas, da ga dam tebi. Mislim, da je ta čas prišel, Thorin. Ta ključ odklepa skrivni prehod do spodnjih dvoran gore. Niti zmaj sam ne ve zanj. Naša naloga bo terjala veliko pretkanosti in poguma. A če bomo vztrajni in previdni, verjamem, da se nam lahko posreči. Zato pa potrebujemo zmikavta. Kdo pa bi bil tako smešen, da bi šel krat zmajo? Jaz? Jaz že nisem zmikal. Nikoli v življenju nisem česa ukradel. Bojim se, da ima gospod Bisagin prav. Ne zdi se mi ravno iz pravega testa za zmikavta. Ja, Ljubina ni za nežno dušo, ki se ne zna postaviti zase. No, zdaj pa dovolj prerekanja. Če rečem, da je Bilbo Bisagin zmikavt, ki ga iščemo, to tudi resno mislim. Hobiti imajo izredno tih korak in če tako hočejo, se lahko kamorkoli prikradejo povsem neopaženi. Poleg tega je zmaj vajen vonja škratov, von hobitov pa mu ni znan, kar nam daje precejšnjo prednost. Prosili ste me, naj vam najdem 7. člana odprave in izbral sem gospodiča Bisagina. Naj vas njegov videz ne zavede, ponudi lahko veliko več, kot si morda mislite. In veliko več, kot si misli sam. Moral mi boš zaupati, Thorin. Prav, naredili bomo po tvoje. Balin, dajmo pogodbo. Običajna pogodba je povzetek stroškov, čas, nagrade, pogrebne zadeve Pogrebne in tako dalje. Pogrebne zadeve? Družba ne odgovarja za poškodbe,
posledice, raztrganine, zažiga. Ja, v trenutku te zažge. Malo se mi vrti. Predstavljaj si krilato ognjeno peč. Moram malo na zrak. In potem blisk, bolečina in puf, pa te ni. Resno pomoč, Kile. V redu sem, Gandalf. Samo pusti mi, da malo zadiham. Predolgo se že takole opiraš, Bilbo. Povej mi, kdaj so ti prtički in materin beštek postali tako pomembni? Spomnim se, kako si kot mlad hobit vedno rad iskal viline v gozdu. Pozno si ostajal zunaj in se po temi vračal nazaj. Spomnim se, kako si vedno želel odkriti, kaj leži za mejami Šajerske. Sveta ne boš našel v knjigah in zemljevidih, Bilbo. Tam zunaj je. Le na pot moraš stopiti. In ko se vrneš, boš tudi sam lahko povedal zgodbo ali dve. Pa mi lahko obljubiš, da se bom vrnil, Gandalf? Ne. A če se boš, ne boš več tak kot prej. Žal mi je. Ampak tega ne morem podpisati. Napačnega hobita si izbral. No, in tako se je naša škratja druščina odpravila na pot brez Zmikavta. Šli so z Gandalfom na čelu, Bilbo pa ni šel z njimi. Ko se je Bilbo naslednje jutre prebudil, je prav prijetno presenečen ugotovil, da je njegova hiša pospravljena, da ne diši več po škratih in da je vse tako, kot mora biti. Za škrati ni bilo več ne duha, ne sluha. No, vsaj tako je mislil. Nimam časa, že tako sem pozen! Pozen zakaj? Na pustolovščino grem! No, otroci, tako je naš Bilbo zapustil svoj prijeten in topel dom, pa se odpravil na pustolovščino svojega življenja. Res, vse do smrti mu ni bilo jasno, kako se je na tej poti znašel brez klobuka, žepnih robcev, ure in vsega tega, kar ponavad vedno vzame na pot. Ampak veste, če se odločiš in če se odpraviš na pot, ki je zares pomembna, ti tisti, ki te je poslal, vedno priskrbi to, kar zares potrebuješ. Tako da pogum in srečno tudi na vaših poteh. Pa se vidimo jutri.